Veste, ko v Sloveniji rečeš poročila ob 7, je skoraj vsem tako jasno, o čem je govora. Vsak večer, točno ob 7, na istem kanalu. No, danes gremo pod drobnogled vzeti prav ta fenomen. 24 ur. Pa poglejmo, kako je ta oddaja postala, prava institucija v našem medijskem prostoru. 7 zvečer. Za res ogromno ljudi po Sloveniji je to signal, čas, da se preklopi na Pop TV. In to ni samo neka navada, ne? To je del dnevne rutine, skoraj tako samoumevno kot recimo večerja. V poplavi vseh informacij, ki nas bombardirajo vsak dan, je to postalo nekakšno sidro. Torej, gremo lepo po vrsti. Da bi zares razumeli, zakaj je 24 ur tako pomembna oddaja, moramo najprej pogledati osnove. Kaj sploh je in kako to, da je postala praktično sinonim za večerna poročila pri nas? Ok, kaj točno je 24 ur? V osnovi je to glavna, pa tudi najbolj gledana informativna oddaja na Pop TV-ju. Ampak poglejte, čeprav vsi poznamo tisto glavno večerno izdajo ob 7, je znamka 24 ur v resnici veliko več. Prisotna je čez cel dan, imamo popoldansko oddajo za prvi pregled dogajanja in potem še pozno večerno, ki nekako zaokroži dan. Dobro, osnove poznamo. Zdaj pa gremo na tisto, kar je res zanimivo. Kako je ta ura novic sploh sestavljena? Poglejmo si to notranjo zgradbo, ki mimogrede teče z neverjetno skoraj vojaško natančnostjo. In ta urnik je res fascinanten, natančen kot švicarska ura. Poglejte tole, oddaja se sploh ne začne ob 7. Ne, začne se že ob 18:53, 7 minut prej, z nekakšno vabo, kratkim vremenom. Potem ob 18:57 udari glavni del z novicami, približno pol ure kasneje spet vreme, tokrat daljše, nato sledi lažji, zabavnejši del s pop-inom in za konec seveda šport. Vse ima svoje mesto, svoj ritem, nič ni prepuščeno naključju. Ampak počakajte, to še ni vse. Zgodba se tu niti približno ne konča. 20 uri ni samo tista ena oddaja ob 7. To je cel ekosistem, ki živi ves teden. Poleg teh dnevnih oddaj imajo še posebne rubrike. V četrtek so tu dejstva, ki preverjajo izjave politikov, v petek je vizita, osredotočena na zdravje, sobota, takrat Pop in zamenja preiskovalni inšpektor in nedelja prinese fokus za globlje analize. V bistvu pokrijajo čisto vse, od resne politike do nasvetov za boljše počutje. Struktura, format, vse to je pomembno, ampak tisto, kar oddaji resnično da dušo in prepoznaven obraz, so ljudje. Pa poglejmo, kdo so ti voditelji in novinarji, ki jih na nek način vsak dan povabimo v svoje dnevne sobe. Ja, seveda, tu so obrazi, ki jih pozna praktično vsa Slovenija. Dva ključna voditeljska para, Edi Pucer in Darja Zgonc na eni strani, ter Jani Muhič in Petra Kerčmar na drugi. Oni so tista stalnica, tista konstanta, daje občutek zanesljivosti in, domačine, večer za večerom. Ampak seveda, voditeljski par ni sam, niti slučajno. Ta grafikon kar lepo pokaže, kako velika je v resnici ekipa pred kamero. Imamo novinarje, ki poročajo s terena in prinašajo zgodbe do nas. Imamo vremenarje, športne voditelje, pa voditelje tistih posebnih rubrik. Vsi skupaj so del ene res velike, dobro uigrane mašinerije. In ko smo že pri ekipi, je treba pogledati tudi malo v zgodovino. Seznam imen, ki so nekoč ustvarjala 24 ur, je, res impresiven. Samo pomislite, od legendarnega Matjaža Tanka do Nataše Pirc Musar, ki je danes predsednica države. To nam pove ogromno, kaj ne? Pove nam, da je bila ta oddaja vedno nekakšen inkubator za talente in ena najpomembnejših postaj v slovenskem medijskem svetu. No, in ko imaš takšen vpliv in tako dolgo zgodovino, seveda pridejo tudi priznanja. Pa poglejmo, kako so stroka in gledalci skozi leta videli in nagrajujali delo te ekipe. Ok, poglejmo si tole, zlato dobo nagrad. Predstavljate si, 7 let zapored so bili samo nominirani za strokovnega viktorja. In potem, leta 2004, končno zmaga. Ampak to ni bila samo zmaga, to je bil začetek neverjetnega niza. 5 zaporednih strokovnih viktorjev, 5! To je bilo obdobje, ko so preprosto dominirali. In potem, kot pika na i, leta 2012 dobijo še viktorja popularnosti. To pomeni, da jih ni cenila samo stroka, ampak so dobili tudi potrditev od občinstva. Neverjeten dosežek. Seveda pa se časi spreminjajo in nobena oddaja ne more ostati ista desetletja. Vir, na podlagi katerega smo pripravili to analizo, opozarja na določeno evolucijo v slogu. Konkretno omenja uporabo tako imenovanih populističnih struktur, še posebej v napovedih prispevkov. To je pač eno od opažanj o tem, kako se je novinarski pristop morda skozi leta spreminjal in prilagajal. In vse to nas pripelje v današnji čas. V čas novih, velikih izzivov, s katerimi se ne sooča samo 24 ur, ampak, roko na srce, celotna medijska panoga.
Torej, če potegnemo črto, kaj je 24 ur? Ni samo oddaja, je pravi medijski in družbeni fenomen. Institucija, ki je pobirala nagrade, ki je ustvarila ogromno karier in morda najpomembneje, institucija, ki se je znala spreminjati in prilagajati, da je ostala relevantna v svetu, ki se spreminja z noro hitrostjo. In tukaj smo, pri ključnem vprašanju za prihodnost. Celotni koncept oddaje temelji na ideji, da se vsi zberemo pred zasloni ob točno določeni uri, mar ne? Ampak v današnjem svetu, ko imamo praktično vse informacije na voljo takoj, na en klik, ali ima takšen fiksni zmenek z novicami sploh še prihodnost? In to seveda ni vprašanje samo za 24 ur, to je vprašanje za prihodnost televizije, kot jo poznamo.